Njegova reakcija je bila, veš, to je super. Upam, da, če bom oproščen, bodo našli ljudi, ki so ubili Maggie in Paula, ker do zdaj tega zagotovo še niso poskušali. Odvetnik Aleka Murdocka razkriva vse o tem, kako je njegova stranka dobila novo sojenje. Ne smem dovoliti drugega. Najpomembnejši sodni uradnik v tisti sodni dvorani poskuša vplivati na poroto, ker piše knjigo in želi prodati več knjig. Poleg tega, kaj počne Alec Murdoch za zapahi in ali vidi svojega sina Busterja? Sem Angela Levy in to je posebna izdaja Crime Fix, ki vam jo predstavljamo z območja državnega kapitola v Kolumbiji v Južni Karolini. Dick Harpootlian zastopa Aleka Murdocka od leta 2021 in pravi, da nikamor ne gre. Zastopal bo Aleka Murdocka tudi na drugem sojenju, prav tako pa tudi njegova celotna ekipa. Pravi, da bo ponovno zbral svojo ekipo. To so njegove besede. Spomnite se, da je bil Alec Murdoch hitro spoznan za krivega po 6-tedenskem sojenju in 3 urah posvetovanja porote leta 2023. Obsojen je bil za grozovite umora svoje žene Maggie in sina Paula na družinskem posestvu Mosel Hunting Estate junija 2021. Alec Murdoch je priznal, da je ukradel milijone svojim strankam, vendar je vztrajal, da ni morilec. Ali ste 7. junija 2021 vzeli to pištolo ali katerokoli podobno orožje in ustrelili svojega sina Paula v prsi v skladišču za krmo na svoji posesti ob cesti Mosel Road? Ne, nisem. Gospod Murdoch, a ste vzeli to pištolo ali katerokoli podobno orožje in razstrelili možgane svojemu sinu 7. junija ali katerikoli drug dan ali kadarkoli? Ne, nisem. Murdoch se je pritožil in trdil, da je sodna uradnica Becky Hill poskušala vplivati na poroto, da bi glasovali za obsodbo. Zakaj? Ker je želela napisati knjigo. In Murdochova ekipa je predstavila pričo, ki je povedala, da je Hillova verjela, da bi obsodba prodala več knjig. Prvi poskus Aleka Murdocka, da bi dosegel novo sojenje, je leta 2024 propadel. Toda zdaj je najvišje sodišče Južne Karoline soglasno odločilo, da so bile pravice Aleka Murdocha kršene, ko je Becky Hill porotnikom rekla, naj ne verjamejo Murdochu ali obrambi. Sodišče je tudi ugotovilo, da je bilo v dokazih dovoljenih preveč informacij o Murdochovih finančnih kaznivih dejanjih, da bi pokazali motiv za umore. Tako bo Murdoch, kljub temu, da prestaja 27-letno kazen zaradi teh finančnih kaznivih dejanj, dobil novo sojenje za umora Maggie in Paula. Primer se vrača na začetek. Generalni tožilec je obljubil, da bo sojenje Aleku Murdochu hitro ponovil. Tukaj sem z Dickom Harpootlianom, enim od odvetnikov obrambe Aleka Murdocha. In pravzaprav sem govorila z njim takoj, ko je bila ta odločitev objavljena, čeprav je bil pogovor zelo kratek. Torej, Dick, najlepša hvala, da ste govorili z mano. Vem, da ste imeli dolg dan. Poklicala sem vas in rekli ste, zdaj ne morem govoriti. Ravno govorim z Alekom po telefonu. In vem, da ste imeli veliko klicev, ampak kakšen je bil občutek, ko ste govorili z Alekom Murdochom in mu povedali novico, da je dobil novo sojenje? Mislim, da morate imeti nekaj konteksta glede tega. Alec je od začetka jasno mislil, da ta primer nikoli ne bo razveljavljen. Bil je zelo pesimističen glede tega. Rekel je, nikoli nisem imel sodnika, ki bi odločil v mojo korist pri čemerkoli. In ko smo zagovarjali primer pred vrhovnim sodiščem in sva se z Jimom pogovarjala z njim po telefonu, je vprašal, kako je šlo? Rekla sva, odlično. Mislim, sodniki so nama postavljali prava vprašanja. In kar je še pomembneje, so Creighton Watersa in tožilsko ekipo spraševali stvari, na katere niso imeli odgovorov. Zato sva se glede najnih možnosti počutila res, res dobro. In potem je prišla odločitev, poklicali smo ga in rekel je, veste, slišal sem, da je bila odločitev razveljavljena. In ni, povedal nam je, ko mi je povedal, rekel je, ne verjamem, ne bodo tega naredili. Tako da, ko je pa šla odločitev, smo se včeraj pogovarjali z njim. Rekel je, prebral sem odločitev, slišim, kaj praviš. Še vedno ne verjamem. Sem rekel, kaj misliš? On je rekel, nekaj se dogaja. Rekel je, ne morem točno povedati, kaj je, ampak bil sem tako pesimističen glede tega.
Nikoli nisem dobil sodbe v svojo korist. Težko mi je verjeti, da bodo odločili v našo korist. Jaz pa veš, v Južni Karolini pravna država še kako deluje. Ti sodniki so to pogledali in rekli, ne morete dovoliti drugega. Najpomembnejšega sodnega uradnika v tisti sodni dvorani. Poskuša vplivati. Poroto, ker piše knjigo in želi prodati več knjig, in to je jasno povedala več ljudem. In sodniki so govorili o pričanju o finančnih kaznivih dejanjih in so nakazali, da se to ne bi smelo ponoviti v ponovnem sojenju. Do te mere, ali pa sploh ne, pozvali so sodnika naj to zelo natančno pregleda po strogih merilih za dopustitev tega, čemur pravimo dokazi po pravilu 404 za dokazovanje motivov. Tako smo se z njim pogovarjali v primeru. Šli smo skozi stran za stranjo. Pogovarjali smo se o vprašanjih. Rekel je, še vedno ne verjamem. Mislim, on preprosto verjame, da zaradi razvpitega primera, zaradi splošnega prepričanja, da je kriv, ne bo dobil novega sojenja. In seveda sem mu razložil, da imaš po zakonu pravico do novega sojenja, ne glede na to, ali si serijski morilec, pedofil ali karkoli, najhujši med najhujšimi. Zakon zahteva, ustava zahteva, da dobiš novo sojenje. In ponovno, ponosen sem na naše vrhovno sodišče, ker je vladavina prava prevladala soglasno. Ali je potem kdaj očitno prišel do spoznanja, da je to res? Rekel je, da je prebral, a ni verjel. Ali je šok popustil? Še vedno poskuša ugotoviti, kaj to pomeni. Zdaj razumeš, da je zaradi finančnih kaznivih dejanj dobil tako visoko kazen, da morda nikoli ne bo prišel iz zapora. In če mu uspe, bo zelo star. Torej ne gre za to, da bi prišel ven. Nikoli ni šel za to, da bi on prišel iz zapora. Ampak vztraja, da ni ubil Maggie in Paula. Hoče, da ujamejo tistega, ki je to storil, in verjame, da se ne bodo niti osredotočili na iskanje teh ljudi, dokler ne bo oproščen. Ste govorili z Alekom od včeraj, od srede? Včeraj smo 2-krat govorili z njim. Odleteli smo v New York, to je bila prava dirka v zadnjih 24 urah. Jim in jaz sva odletela gor. Včeraj zjutraj smo na kratko govorili z njim, nato pa še včeraj popoldne, ko smo prispeli v New York. Načrtujemo, upamo, da ga bomo šli obiskat. Naslednji teden. Veš, ko je začetni šok minil, kakšna je bila njegova reakcija, če lahko deliš kaj, kar ni zaupno? No, njegova reakcija je bila, veš, to je super. Upam, da če bom oproščen, bodo našli ljudi, ki so ubili Maggie in Paula, ker do zdaj tega zagotovo še niso poskušali. In kaj počne čez dan? Mislim, samo druži se v zaporu in se pogovarja z drugimi zaporniki. Je še vedno v izolaciji? Ima službo. No ja. Ima službo, je v zaščitenem oddelku. Je v ustanovi, kjer imajo zaščiteni oddelek in tam je mu gre dobro in ima službo. Odgovarja na veliko vprašanj drugih zapornikov o pravnih zadevah. Bil je odvetnik. Mislim, da je priljubljen in se je prilagodil. Zdaj je že 5 let v priporu, v zaporu ali ječi. Kam greste od tu naprej? Ker državni tožilec Alan Wilson pravi, da se bo to ponovno sojeno. To bomo naredili čim hitreje, morda že letos. To se zdi skoraj nemogoče. No, to je nemogoče. Generalni tožilec kandidira za guvernerja. Volitve so čez 3 tedne. In to je bila politična izjava, to ni bila pravna izjava. On ve tako dobro kot mi, mimogrede. Creighton Waters je bil intervjuvan. Ni rekel, da bi lahko to obravnavali letos. Mislim, da razume, kakšna je realnost. Predsednik vrhovnega sodišča mora imenovati sodnika. Imamo vse vrste vprašanj glede kraja sojenja, s katerimi se moramo ukvarjati. Ponovno jim moramo vročiti gradivo za razkritje dokazov. Na to morajo odgovoriti, vključno z vsemi dodatnimi informacijami. In zelo bomo previdni. Da zagotovimo, da so že prej izpolnili vse zahteve. Nismo prepričani, da smo prvič dobili vse. Torej potrebujemo, in to so milijoni strani dokumentov, ne? Dobra novica je, da je z razvojem umetne inteligence od prvega sojenja pregledovanje dokumentov postalo veliko lažje. Saj lahko uporabite umetno inteligenco za analizo, kakšni so. Veste, prej smo imeli
Veste, kaj je to? F, kontrola. Control F. Ctrl F za iskanje besede. Zdaj, mislim, lahko iščete. Phrase, ideje, karkoli. In to je to, kar počnemo v drugih primerih. Neverjetno je. In to nam bo zelo olajšalo delo. Zdaj moramo naložiti vse dokumente. Stare smo že naložili v bazo podatkov, zdaj pa moramo še vse nove, ki jih dobimo. In obstajajo nekatere stvari, ki smo se jih naučili po sojenju, ki jih želimo preučiti, saj bi nas lahko vodile v drugo smer. Torej ne. In spet, že samo postopki za imenovanje sodnika, priprava predobravnavnega naroka ali statusne konference, pogovor o tem, kako bomo to izpeljali. Tega ne bi mogli izpeljati do jeseni. Poglobimo se malo v to. Katere so nekatere nove stvari, ki ste jih izvedeli po sojenju in jih je treba raziskati? To boste izvedeli na sojenju. No, dajte no, povejte nam vsaj nekaj. Mislim, ali govorimo o dokazih o tretji osebi kot storilcu? Ker sem po sojenju slišala nekaj stvari o morebitnih drugih možnih osumljencih. Ali o tem govorite? Deloma. Mislim, da. Od sojenja smo dobili informacije o morebitni tretji osebi. Ampak veste, mi nismo preiskovalna agencija. Nimamo možnosti izvršiti odredbo za hišno preiskavo. Ampak trenutno, takoj ko bo ta sodnik imenovan in ga zaprosimo za tako imenovani takojšnji nalog, nam to omogoča, da se obrnemo nanj. Za sodne pozive bomo imeli pooblastilo za izdajo pozivov, tako da bomo lahko pridobili dokumentacijo in poskušali potrditi, kar smo slišali. Mimogrede, ti podatki ne bodo javni. Prav. O koliko drugih možnih storilcih oziroma osumljencih si slišala? Dober poskus. Ampak o podrobnostih ne bomo govoriti. Mislim, karkoli povezano s primerom nesreče s čolnom, v katerem je bil udeležen Paul? Res, ne bom šel v podrobnosti spet del. Kar imamo, kar bi lahko bilo zelo koristno pri ponovnem sojenju, je to, da mi vemo, oni pa ne. In brez zamere, prepričan sem, da jih ne boste poklicali, ampak morda bodo to dejansko gledali in izvedeli, kaj nameravamo. In veste, to je ena od prednosti, ki jih imamo. Saj nam tega ni treba razkriti in tega tudi ne bomo storili. Oni bodo to izvedeli, ko bo ta oseba stopila na pričevanje. Kdaj pa pričakujete, da se bo to sojenje začelo? Enkrat naslednje leto, sredi leta, morda jeseni. Leta 2027. Ja, ni šans, da bi se to zgodilo pred koncem leta. Boš vložila zahtevo za spremembo kraja sojenja? Ja. Ampak mislim, obstaja več različnih možnosti. Mislim, če se jim mudi s sojenjem, bi morali pristati na to, da se kraj sojenja spremeni in poskusiti sodelovati z nami, da najdemo kraj, ki bi ustrezal obema stranema in za katerega menimo, da bi bil. Ja. Kjer bi lahko našli porotnike. Vem, veste, ena od težav je, da ne bomo našli porotnikov, ki še niso slišali za primer. Ne bomo našli porotnikov, ki o tem niso brali. Ampak iščete porotnike, ki lahko postavijo na stran to, kar so prebrali, kar so slišali, mnenja, ki so jih morda imeli in svojo odločitev utemeljijo na tem, kar slišijo v sodni dvorani. Zadnjič je Alec Murdoch pričal in to je bila njegova odločitev. Spomnim se, da sem gledala tvoj obraz, ko je pričal. Ni izgledal ravno srečen zaradi tega. Tako sem jaz to razumela. Kako si se počutila glede njegovega pričanja? Tega človeka je težko brati. Si ti? Ampak mislim, če je vprašanje, ali bo pričal. Ta odločitev je vedno sprejeta na dan sojenja. Mislim, gremo skozi sojenje. Pridemo do točke, ko je treba to odločitev sprejeti. Takrat bo sprejeta. Ni vnaprejšnjega prepričanja o tem, ali bi moral pričati ali ne. Si želela, da bi pričal zadnjič? To bi bilo zaupno med odvetnikom in stranko. Tudi samo tvoje mnenje o tem. Moje mnenje bi temeljilo na najinih pogovorih. Najini pogovori pa so zaščiteni. In zagotovo ne bom povedal, kaj je on rekel meni ali kaj sem jaz rekel njemu. Seveda. Kaj pa posnetek iz psarne? Vem, da sem te o tem že spraševala v preteklosti. Mislim, rekel je, da ni bil v psarni. In imaš tisti Snapchat posnetek, kjer govori z babo. Kar je poskušal razložiti, kar pa ni najbolje razložil, sta dve stvari. Prva stvar, ni dvoma, če pogledaš preiskavo, da ko je policist prišel, je stal tam s šibrovko. Kar je operator na številki 911 posnel, ko je rekel, hej, nekdo je ubil mojo ženo in otroka.
in sem neoborožen. Šel bom do hiše, vzel orožje in se vrnil. Pripeljajo se, mož stoji tam šibrovko. Manj kot 100 jardov stran pa ležita njegova mrtva žena in sin. Mislim, mož, mrtva žena. V 99 primerih od 100 je to mož, še posebej, če drži šibrovko. V redu, mislim, takrat še niso vedeli, ali je to morilsko orožje ali ne. Torej so se tisto noč odločili, da je bil on. In kako to vemo? Ali so pregledali skladišče za krmo, kjer je bilo Pavlovo telo, za DNK ali prstne odtise? Ali so poskušali dobiti DNK ali prstne odtise? Ali so iskali vlakna ali lase? Ne. Ob Pavlovi glavi je krvav odtis čevlja. Izkazalo se je, da je to odtis pripadal namestniku šerifa okrožja Colleton. Oni so onesnažili kraj zločina. Niso opravili nobene forenzične preiskave. Bili so sledovi vozila, ki so vodili stran od trupel skozi travo in dejansko šli ven po zadnji poti. V redu, niso šli proti hiši. Na to so opozorili. No, najprej jih lahko nekoliko vidiš na fotografijah, ampak priče so pričale. Ti sledovi vozila so bili tam. In gasilska enota, gasilski poveljnik, ki je prišel, je rekel, pričal je, da je glavnemu preiskovalcu rekel, naj raje ohranijo te sledi. To je morda vozilo morilca. Kralj je zapeljal čez nje, jih uničil. Uničili so dokaze. Vse so pobrali, tako da nimajo nobenih forenzičnih dokazov, ker so tisto noč odločili, da tega ni treba narediti. On je bil morilec. Kakšna druga razlaga bi lahko bila? Ni samo to, kar vidimo na televiziji. Mislim, imeli smo človeka, ki je pričal. Osnove preiskovanja kraja zločina. Ne pustiš nikogar noter. Ne dovoliš jim, da hodijo, stopajo po krvi. V skladišču za krmo, kjer je bil usmrčen, kjer je bil polusmrčen. Torej so tisto noč očitno odločili, da je bil to on. Pričal je, da ko so ga vprašali, ali je bil tam spodaj, je pomislil in imel je tudi nekaj tablet v žepu. Zato ni potreboval priznati tega, ker bi ga to bi utrdilo njihov primer. Ja, bil sem tam spodaj. In tukaj je še ena stvar. Tožilstvo pravi, da je bil tam nekaj trenutkov ali minut, preden so bili ubiti. Zdaj, kako tožilstvo določi čas smrti? Vsekakor ne s pomočjo mrliškega oglednika, ki je pričal, da je otipal njune glave. Se spomnite tega? Prav. V redu, mislim, nič znanstvenega, nobenega termometra, nič. Termometer v jetrih, ja. Ne spet, pomankanje znanstvenega pristopa k primeru. Nobene forenzične določitve časa smrti sploh. Pravijo, kdaj sta telefona Pavla in Megi utihnila? Prav. V redu, kako povedo, da sta utihnila? Rekli so, da ni bilo več sporočil. Pravilno. Več prič je jasno pričalo, da je pri pisarni signal za mobilni telefon izginjal in se vračal. Torej dejstvo, da nikomur nista pisala, še ne pomeni, da ni poskušal komu pisati. Mislim, to je, prenehala sta uporabljati svoje telefona. Zdaj, na Meginem telefonu, poskušala je posneti video nečesa in to je zadnja stvar tam. Zdaj, lahko bi bilo, da je slišala strele, prišla za vogal, videla Pavla mrtvega potem, ko je bil ustreljen in je poskušala posneti video tistega, ki je bil tam. Bi to naredila, če bi bil to Alek? Mislim, da ne. In potem je bila ustreljena. Mislim, vsi verjamemo, da je bil Pavel ustreljen prvi. Tudi država v to verjame. Torej spet, njihov primer ima več lukenj kot kos švicarskega sira. In če finančni zločini ne bi pripeljali porote do prepričanja, da je bil on prevarant, še preden so slišali kakršnekoli prave dokaze, bi to po našem mnenju videli povsem drugače. In na ponovljenem sojenju bodo imeli to priložnost. Ali bo, po vašem mnenju, kazen Eri nastopil v tem primeru, ker bi ga lahko poklicali že prejšnjič? Tudi tožilstvo bi ga lahko poklicalo. Nihče ga ni poklical. Vsi so čakali, da ga bodo poklicali. No, lejte, stvar je taka. On je izurjen lejajoči tjulen. 5 let je bil na prostosti z elektronsko zapisnico. Priznal je, da je preprodajal več oksija kot kdorkoli v zgodovini države.
Grozi mu najmanj 25 let obvezne zaporne kazni. Unovčil je milijone dolarjev čekov od Aleka in spočel otroka. Zdaj rekel je, da je del tega bilo, da je samo unovčil čeke in mu dal gotovino. Ampak očitno je imel odnos z neko lokalno mamilarsko tolpo. In na eni od naših vlog smo omenili, da je opravil poligrafski test. O umoru Megi in Pavla Inga ni opravil. Tam obstaja povezava. In nekatere stvari, ki jih potrebujemo, bomo poskušali razviti, da bi izvedeli več o njegovem odnosu s temi mamilarskimi tolpami. Zakaj bi bratranec Idi ubil Maggie in Paula? Veš, ne morem reči. Mislim brez. Ne moreš reči, ali nočeš reči. No, oviral in omejeval bi. Naš primer, če bi to povedal zdaj. Creighton Waters mora to izvedeti istočasno kot vsi ostali. In upam, da bodo postavili bratranca Edija kot pričo, ker bi lahko navzkrižno zaslišanje njega zelo dobro dokazalo Aleksovo nedolžnost. No, postavite ga kot pričo. No, problem je, če ga postavite kot pričo. Mislim, da do zdaj nismo nikoli dobili nobene ponudbe za priznanje krivde. Ne morem reči, da je sovražna priča in ga navzkrižno zasliševati. On je moja priča in to jim omogoča, da ga navzkrižno zaslišijo in mu postavljajo sugestivna vprašanja. To so pravila tukaj in taktični razlogi, zakaj nekaj narediš ali ne narediš. Bomo videli. Ampak zakaj je še vedno na prostosti? 5 let potem, ko je bil drugi primer zaključen. Ja, in njegovi primeri so še vedno v teku. Niso bili rešeni, seveda. Vprašala sem tudi Dicka Harputliana o glavnem preiskovalcu umorov Paula in Maggie. Agent SLED David Owen se je upokojil potem, ko je bil Alec obsojen. Toda poleti 2025 je sodnik zavrgel primer umora, pri katerem je Owen sodeloval pri preiskavi. Michael Colucci je bil obtožen, da je leta 2015 umoril svojo ženo Sarah Lynn Moore Colucci. Portal TheState.com je poročal, da je sodnik ugotovil, da Owen ni predal informacij, ki so nakazovale, da si je Sarah morda sama škodovala. David Owen je bil glavni preiskovalec, vodilni agent SLED v tem primeru. Od sojenja so se z njim pojavile nekatere težave. Bil je še en primer, v katerem so ga obtožili, da je skrival nekatere dokaze. Ali zdaj vidite, da to postaja težava? Boste poskušali to predložiti? Seveda, spomnite se, ko je prej pričal, je priznal, da je lagal v veliki poroti, da bi dobil obtožnico v tem primeru. Lagal je pod prisego pred veliko poroto. Torej, je pripravljen lagati. Vprašanje je, in zdaj ta najnovejši razvoj, skrivanje dokazov, spet, forenzičnih dokazov v tem primeru sploh ni bilo. Nimajo nobenih forenzičnih dokazov. Ali pa vsaj, z vsemi orodji, za katera so pravkar zgradili laboratorij vreden $60 milijonov za SLED. Zakaj niso iskali las, iskali vlaken, iskali česarkoli? Nihče ni šel naokoli in preiskal. No, tam je las. Vzemimo ga, preverimo ga. Morda je Pavlov, morda od koga drugega. Če je neznan, ga preverimo v bazi DNK. To je preprosto nepredstavljiv primer takšnega obsega, da niso opravili niti osnovnega forenzičnega detektivskega dela, ki bi ga opravili v kateremkoli detektivskem primeru. Niso tega naredili, ker so bili prepričani, da je on storilec in so to odločili tisto noč. Kako si Alec Murdaugh to sploh lahko privošči? Vem, da so vas to že vprašali, ampak naj ne bi imel nobenega denarja. No, ko nas je najel, je imel denar in dobili smo precejšno plačilo. Jim in jaz sva ga dobila. Prevzamemo stališče. Vem, da se sliši neverjetno. Ljudje preprosto ne verjamejo, da bi odvetnik to naredil. Morda je to odraz mojega poklica, ampak ko naju najamejo za kazenski primer, dobiva plačilo v enkratnem znesku. In ta primer ni končan, dokler res ni končan. Torej, ne bosta dobila več denarja. Sta vzeli lepo plačilo vnaprej na začetku in zdaj je to. Imel sem srečo, da sem zaslužil veliko denarja z odvetniškim delom. Lepa hiša, kaj ne? Prav, je čudovita. Tako je. In enako velja za Jima. In mi smo, že prej se mi je zgodilo, da je primer.
je bil poslan nazaj na ponovno sojenje. Ne zaračunate mu več denarja. Samo naredite to, ni končano. Najel vas je, da vodite primer. In ga zaključite. In spet, na podlagi dokazov, na podlagi tega, da sem bil leto dni pred umori v bližini Aleka, Pavla in Maggie, vsak drugi teden so bili v moji pisarni, kjer smo delali na Pavlovem primeru s čovnom. Kar sem videl med njimi tremi, še posebej med Pavlom in Alekom, me prepričuje, da Alek tega nikoli ne bi mogel storiti. Spomnite se, kdorkoli je ubil Pavla, je prislonil šibrovko na njegovo glavo in mu razstrelil možgane. To je bila usmrtitev. Maggie je ležala na tleh, ustreljena večkrat. Nekdo je ustrelil v zadnji del glave. 2 usmrtitvi. Zdaj, če so se razjezili ali, veš, moški ubijajo žene in otroke, ne vedno. Ampak če je prišlo do kakšnega izbruha ali kaj podobnega. Ampak, veš, njihova teorija je, da se zaradi tega obeta kriza okoli približno $750,000 honorarja, ki ga očitno ni bilo nakazanega na račun podjetja. 2krat prej so ga že ujeli pri tem, denar je vrnil. Administrativna napaka. Nič ni kazalo, da bi bilo tokrat kaj drugače. Nič. Ni bilo nobene nevište na obzorju. Ni bilo nobene neposredne grožnje zanj, še posebej ne ob 2 popoldne tistega dne. Če je Alec bil pri pisarni malo pred tem, ko sta bila Paul in Maggie umorjena, misliš, da ve, kdo je to storil? No, najprej, razen tega, da so prenehali uporabljati svoje mobilne telefone, ni nobenega dokaza, da bi bil on tam malo pred tem, ko sta bila ubita. Lahko bi bil že na poti k svoji mami, saj potem, ko je bil tam spodaj, šel gor, se usedel v svoj avto, tja se je pripeljal z golf avtomobilčkom. Za nekaj minut je šel noter, nato pa se usedel v avto in se odpeljal k svoji mami. Ko pride k svoji mami, na njem ni krvi, ni možganskih ostankov, ni česar na svojih čevljih, ni krvi v golf avtomobilčku, ni krvi v avtu. In rekli so, da so preverili sredstva za potenje, preverili vsako prho, vsak odtok, vsak kos oblačila, ki so ga lahko našli, so ga našli. Niti ene kapljice krvi ali človeških ostankov, nikjer v tisti hiši tisto noč. Nobenega orožja. Mislim, če je bilo to spontano, ker je prihajala nevihta, je bilo to za spontano dejanje res izjemno dobro načrtovano, da bi se znebili vseh dokazov. Ni nobenih dokazov, ki bi kazali nanj. Torej, bo to zagotovo šlo na sojenje. Absolutely. Nobene rešitve, razen razsodbe. No, lahko bi ga zavrnili. To je edina druga možnost, razsodba ali zavrnitev z vaše strani. Če še enkrat pogledate te dokaze, bodo rekli, še posebej po tej odločitvi, ne moremo ga obsoditi. Morda bodo imeli dovolj razuma, da bodo rekli, da po svoji vesti ne morejo pred poroto vložiti primera, ki bi onkraj razumnega dvoma dokazal, da je storil ta zločin. Jaz tega ne vidim. Bil sem tožilec, 12 let, mislim. Napisal sem knjigo o enem od mojih odmevnih primerov. Težko je dobiti poroto za tak primer. Kakorkoli, bil je obsojen, vendar veliko stvari ni bilo upoštevanih. In po mnenju Vrhovnega sodišča ZDA je imel pošteno sojenje. Torej, to sem že počel. Bil sem na njihovem mestu. In veliko je takih primerov. Berete o primerih, kjer sem dosegel obsodbe. Ne berete o primerih, kjer nisem nadaljeval ali sem primer zavrgal, ker nisem menil, da bi bila to pravičnost. In vaša naloga je, da kot tožilec zagotovite pravičnost. Ali bi morali Becky Hill kazensko preganjati? Da. V redu. Zaradi vplivanja na poroto. No, poglejte, jasno je iz zapisnika, ki ga je Vrhovno sodišče objavilo včeraj, da je poskušala. Mislim, da pravijo zaradi česa. Pravilo Toll in vsa dejstva, ki jih je ugotovila sodnica, predsednica, nekdanja predsednica sodišča Jean Toll, ugotovila je pomembna dejstva o tem, kaj je storila, kar je bilo. Rekla je, veste, to je tisto, kar je storila. Če je to rekla, oziroma ker je to rekla, se breme prenese na nas, da dokažemo, da je to vplivalo na razsodbo, da je bil porotnik zaradi tega prizadet. To ni tisto, kar je Vrhovno sodišče ZDA povedalo v primeru Remer in v vseh primerih potem. Pravi, da ko to dokažemo, se breme prenese na tožilstvo, da onkraj razumnega dvoma dokaže, da to ni bilo pomembno.
Toda dejstvo je, da so ta dejstva zdaj nesporna. Najmanj gre za poskus vplivanja na poroto, kar je kaznivo dejanje. Ali lahko vrhovno sodišče poda predlog za kazenski pregon? Torej, mislite, da obstaja možnost zaradi mnenja, ki so ga izdali ali objavili? Ali bi jo morali preganjati? Mislim, imeli smo tožilca, ki je šel na sodišče in rekel, da ni dokazov o vplivanju na poroto. Ne, kar je ona rekla, oziroma kar je on rekel, je bilo: ne verjamem, da imam dovolj dokazov, ki bi poroto prepričali onkraj razumnega dvoma, da je ona vplivala na poroto. In mislim, da je bil takrat pod napačnim vtisom glede mnenja o vplivu, ki je bilo, da moraš dokazati, da je to na nekoga vplivalo. Poglej, če bi vstopil v trgovino, ali pa če bi Becky Hill vstopila v trgovino s pištolo, pristopila do pulta in rekla: daj mi svoj denar, pa bi prodajalec rekel ne in bi ona odšla ven. Ali je storila oboroženi rop? Ne. Ali je storila poskus oboroženega ropa? Da. Mislim, to je pač, veš, to je osnove kazenskega prava. Torej mislim, in Rick Hubbard, tip, ki je vodil pregon Becky in zaradi pisanja čekov sebi in krive prisege pred stolom, on to ve. In mimogrede, to v resnici ni njegova odgovornost. Tip, ki jo je objemal in jo klical Becky Boo. Becky Boo. Veš, on je ta tip, Alan Wilson. Alan Wilson, naš generalni državni tožilec, ki kandidira za guvernerja in si res ne želi biti vpleten v to zadevo zdaj. Mora narediti nekaj težkih klicev tukaj. Poslati je treba jasno sporočilo. Ona je druga najvišja sodna uradnica na sodišču med tem sojenjem. Porota se obrača na njo za usmeritve. Ona je, kot je rekel eden od sodnikov med ustno obravnavo, njihova šerpa. In zato ima nepošteno prednost. Ni tako, kot da bi te nekdo videl v trgovini in rekel porotniku: hej, ta tip je kriv. To je oseba, na katero se zanašajo glede svoje dobrobiti, medtem ko so porotniki. Neverjetno je. Si kaj slišala od Busterja? Si v stiku z njim? Sva. Jim Griffin se z njim pogovarja več kot jaz. In seveda on in Alex se pogovarjata in obiskujeta. Mislim, ti obiski. Alec in Buster se pogovarjata in obiskujeta? Ja. Rez? Sprašujem samo zato, ker se zdi, da so tam zunaj neka poročanja, ki se niso dogajala. Torej, povej mi o tem. Mislim, da ne. Mislim, da lahko samo poročam, da so zelo prijazni. Imajo zelo dober odnos. Veš, Buster je dobil otroka, kaj ne? Si to vedel? Mislim, da tega nisem vedela. Se je poročil. Vedela sem, da je poročen. Mary je dobila otroka. Po kom boš poimenovala otroka? Alec. Rekel bi, da imata kar dober odnos. Ja, rekla bi, torej podpira svojega očeta. Absolutno. In verjame v očetovo nedolžnost. Absolutno. Vsakdo si zasluži pravico. In danes zjutraj sem slišal Cretona Watersa reči: veste, žrtve si zaslužijo pravico. No, Magijini starši ne verjamejo, da je ubil Magijo. O ja. Magijini starši ne verjamejo, da je Alec ubil. Tako sem jaz razumel. Nisem govoril z njim. Ali je Alex poznal svojega vnuka? Svojega vnuka? Nisem vedela, ali ga lahko pripelje v zapor. Mislim, da ne. Imaš še kakšne zaključne misli? Samo mislim, veš, glej, to počnem že dolgo časa. Obstajajo trenutki, v katerih si rečeš: zato to počnem. In to je eden od teh trenutkov. In spet, povsod okoli nas, povsod v državi, vidimo, kako sodniki in člani izvršne veje oblasti, kot so tožilci, ignorirajo vladavino prava. To je potrditev tega, v kar verjamem že 50 let. In mislim, da sem zaradi tega navdušen. Čeprav bo to zahtevalo veliko časa in denarja od mene, Jima in naše ekipe, je to odlična stvar. Torej, tu v bistvu delate pro bono iz honorarja, ki ste ga prejeli vnaprej? Trenutno ja. In zdaj morda kakšen bogat dobrotnik želi prispevati še več bogatstva. Samo stroški so bili prvič $600,000. Na strani obrambe. Ja.
Že samo za bivanje tam, kjer ste bivali in za strokovnjake. Strokovnjaki, predvsem strokovnjaki. In kjer smo bivali, ni bilo tako drago. Bilo je ceneje, kot če bi najeli hotelske sobe. Seveda hotelskih sob sploh ni bilo. Vi ste jih vse zasedli. In kaj je bilo tam? 4 hoteli in cela vrsta motelov. Hotelov ni bilo. 4 moteli in 3 restauracije. Si pogosto jedel v Cracker Barrel? Ne spomnim se. Ja, izrinil si to iz misli. Bilo je traumatično, vem. Poskušala sem podpreti lokalne. Kakorkoli, bo kmalu tiskovna konferenca. V ponedeljek ob 1 uri. Kaj bomo izvedeli? Izvedel boš, ko prideš tja. V redu. Pogovarjali se bomo o tem, odgovorili na vsa vprašanja, ki jih ima kdo glede sojenja. Imamo nekaj obvestil, za katera mislim, da se vam bodo zdela fascinantna. Iste obrambna ekipa? Ja. Vsi? Enako, ponovno združujemo bend. Ekipa je spet skupaj. Prav. Dick Harpetlian, res cenim, da ste si vzeli čas po tako dolgem dnevu. Najlepša hvala. Bi želeli še kaj dodati? Rad bi samo povedal, da smo po obravnavi na Vrhovnem sodišču opazili drugačen odnos do tega primera pri številnih ljudeh, ne glede na to, ali gre za podcaste ali Novinarje iz časopisov ali televizijskih postaj ali karkoli drugega. Začenjajo razumeti. Mislim, da ti razumeš. ni tako preprosto. In to je bistvo. In spet, ko zmanipuliraš poroto, te razsodbe ne moreš imati kot dokaz česarkoli drugega kot tega, da je poroto mogoče zmanipulirati. Torej, in v tem uživam. Ali lahko to opazite? Jaz lahko. Jaz lahko. Hvala, Dick. Res cenim to. Dick Harpetlian. Najlepša hvala, da ste prišli. Ja, hvala. In naj bo zapisano. Cousin Eddie Smith je vedno trdil, da ni imel popolnoma nič z umoroma Maggie in Paula. In ne pozabite, več lahko preberete in si ogledate o primeru Murdoch na Law and Crime Plus. To je naša nova aplikacija. In to je vse za to epizodo Crime Fix, ki prihaja k vam iz Kolumbije v Južni Karolini. Sem Angelette Levy. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo naslednjič tukaj.